Ja, živijo, tole pa malo v Sloveniji, pa v slovenščini. Ja, skozi tole sem se pa že parkrat razmišljal, da bi malo naslovil naše, kako se temu rekli, sodržavljane Slovence. In sicer, rad bi vas vprašal, tako bi rekel, velikokrat vas poslušam, kako se vsi prepirate od desnih, levih. Imam celo enega bivšega prijatelja, kadarkoli sem prišel, vedno sem mogel poslušati, kako nimam pojma, kako nič ne znam, kako sem nesposoben, kako sem tak in drugačen in tako naprej, ne. Pa še delal sem v bistvu zanga, ne. Celo nekaj cajta smo bili tako dobro prijatelji, da sem ga celo peljal oziroma bil z njim in preživel nekaj časa po Tajski. No, ampak v glavnem, nisem mogel več tega, ne vem, jaz ne vem, kako ljudje, sploh Slovenci, imajo ta nek občutek, da morajo skozi se nekaj pritoževati, bi rekel, sploh izkazovati te svoje frustracije nad drugim, ne. To se ful dobro vidi tudi na cesti, ne, kako se recimo nekateri razburjajo na cesti, ko pač nekdo ne vozi po njihovih standardih, ko nekdo, ne vem, recimo upoštevaš, že to je problem, sem velikokrat videl v slovenskih cestah, da upoštevaš prometne predpise, to pomeni, če je omejitev 50, greš 50, če je omejitev 90, greš 90. In se ljudje trobijo, kažejo razne grimase, saj veste, prste takele in drugačne in tega in onega in tako naprej. In jaz res, ne vem, na drugi strani pa skozi ti desni, levi, ono, tretje, ne. Ampak noben se pa, bi rekel, ne ukvarja s tistimi pomembnimi stvarmi. Recimo zadnjič sem že nekaj cajta opazujem to našo slovensko mentaliteto in mi je prav žal, ne. Ker recimo poglejte, kako so nam ukradli ceste rezervirane za motorna vozila. Ste to sploh opazili? To se meni zdi dosti bolj pomembno, kakor da se delimo desne in leve, ker to so bili desni in levi, ne. Ali je bil to Dars, ali je bil, bi rekel, kdorkoli, saj ni pomembno, ne, ampak ukradli so nam ceste rezervirane za motorna vozila. Zakaj vam to povem? Zato, ker recimo vsi tisti, ki ste malo starejši, se morate spomniti, da smo imeli po Sloveniji ceste rezervirane za motorna vozila. In po njih smo se vozili 90 takrat, ne, in so imele pas, da si gor zapeljal, to pomeni, da si se lahko normalno pospešil in imel, bi rekel, dosti placa, da si lahko se zapeljal. In pa, kar je bilo zelo pomembno, je bilo to, da so bile dvopasovne, to pomeni, en pas je šel v eno stran, drug pas je šel v drugo stran, konc. No, in pa malo širše. In tako smo imeli tudi cesto rezervirano za motorna vozila iz Novega mesta v Ljubljano, ne. In potem, glej ga zlomka, smo bili vsi zainteresirani, komaj čakali, da bomo dobili avtoceste. In takrat so nam pobrali te ceste rezervirane za motorna vozila in jih spremenili v avtoceste. S tem, da morate vedeti, da ceste rezervirane za motorna vozila so naši ljudje z bratskimi akcijami, mladinskimi delovnimi brigadami zgradili, ne. Zdaj pa za te avtoceste morate pa plačati, morate imeti pa vinjeto, če ne vas pa kaznujejo, ne. Ni to zanimivo, ne, torej nekaj so nam ukradli, ne, in zdaj moramo plačevati za to, da to uporabljamo. Ker vi recimo, če greste zdaj brez vinjete iz Novega mesta v Ljubljano, greste praktično čez marsikatero vas. Ne, ste to opazili? Niste? Ne, zato, ker imate vsi vinjete, ne, ker nimate nobenih težav s tem, da so vam nekaj ukradli in zato pač plačujete. In tako sem opazil, to recimo zelo dobro vidiš, če se recimo pelješ po Češki, ne, primer. Ne, ker imaš cesto rezervirano za motorna vozila, ne, še celo na Hrvaškem imajo cesto rezervirano za motorna vozila in pa zraven avtocesto. Po cesti rezervirane za motorna vozila se pelješ, ponavadi so to bolj lokalni ljudje, ki se vezijo recimo, ne vem, iz Novega mesta v Ljubljano in tako naprej, ne. Primer, avtocesta je pa za daljše in hitrejše poti, ne, seveda, tisto pa plačaš.
Pri nas pa tega nimamo več, ne. In tudi noben sistem, tudi bi rekel, tudi, ne vem, nikoli nisem slišal, da bi sploh kdaj kaj omenil na to temo, ne. In bi rekel, najbolj zanimivo mi je, ko poslušam vsak dan, kako se tam pred Ljubljano v bistvu zgosti promet, kako se recimo proti morju, bi rekel, poletje vsakič zgosti promet, sploh v petkih pa sobotah in tako naprej. In pa mislim, da če bi imeli cesto rezervirano za motorna vozila in pa avtocesta, a ne bi bilo dosti bolje? A bi bilo toliko prometa? A ne bi lokalci, torej, ki gredo mogoče do Vrhanke ali pa ki gredo mogoče do Postojne iz Ljubljane, ne bi šli pa uporabljali cesto rezervirano za motorna vozila? Avtocesta bi bila pa za te vse turiste, ki pridejo k nam, oziroma ki so samo tranzit čez Slovenijo. Ne? Tudi bi rekel, nobena logika mi ni, da obvoznica okrog mesta moraš imeti vinjeto, da se, bi rekel, torej glavnega mesta Ljubljane, ne. Obvoznica bi mogla biti ista v delu ceste rezervirana za motorna vozila, ne, in pa avtocesta bi mogla potekati mimo Ljubljane, ne, torej bi rekel, brez nekih, da greš na obvoznico in v bistvu narediš krog, ne, da prideš ven, ne. Tako imajo tudi posod, ne, če boste pogledali, ne, posod imajo obvoznico, ki je namenjena mestu, in pa avtocesta, ki gre mimo obvoznice. Ne? Zakaj ne? Ampak ne. Torej bi rekel, mi smo še vedno ta centraliziran del, ne, torej speljalo se tja in zdaj imamo gužve, ne. Še spomnim se, ko sem živel pa delal v Ljubljani, ne, kako sem se v bistvu ponavadi kako uro vozil iz Stegen v Šiški do Most. Tako da, ne vem, ne. Vidite, s takimi stvarmi bi se lahko ljudje začeli ukvarjati, namesto da se delite z desne pa leve, ne. Takih stvari je še, ki so vam jih vsi politiki ukrali, ne. In pa, ne vem, mogoče temu rečemo gospodarstveniki, ki jih imam jaz v Sloveniji, v glavnem bolj za goljufe, ne. Tudi, če so tistih velike firme. Ker vi morate vedeti, mi gospodarstva nismo učili, ne. Mi pravega gospodarstva še nimamo. No, nekatere firme so, ki so nastale iz nič, pa so, bi rekel, začele delovati, to so, vsekakor. Vse te večje firme, ne, pa so samo, bi rekel, iz socializma, torej bi rekel, kjer je bil direktor, vodja delavcev, če temu lahko tako rečem, ne, prevzeli tisto, kar je že bilo in nadaljevali, ne, posla. In zato pa tudi, če ste opazili, ne, se nismo znali prilagoditi, ne, in je ogromno firm dejansko izginilo, ne, po letu 91, ne. In tudi dobrih firm, recimo Novotex, Novo mesto, Mura, ma sej Droga, ma kaj če vam razlagati, ne, sej je, bi rekel, Kolinska. Ne, torej bi rekel, če bi bili mi gospodarsko orientirani prej in bi naši gospodarstveniki znali delovati v kapitalističnem sistemu, to pomeni, bi rekel, po ponudbi in povpraševanju in tako naprej, in pa seveda imeli kvalitetne izdelke, kar so jih imeli, če ne bi bil interes samo vse skupaj pokrst, bi zelo verjetno danes vse te firme še delovale. Tudi Adria Airways, tam sem imel še sam izkušnjo, saj sem vam, meni se zdi, že nekje v enem videu povedal, ne, ko sem prišel, ko sem videl, da so imeli koliko 7% zasedenost na letalih Ljubljana-Frankfurt. In sem prišel k direktorju, da bi se pogovorila, ker takrat je glih Ryanair začel voziti, ne, da bi jim poskušal povečati prodajo, ker sem pač takrat glih iz Avstralije se vrnil in sem, bi rekel, sodeloval dol tudi z Ansett Airlines pa Qantasom. In je bilo najbolj zanimivo, kako, tako kot, ne vem, Terme, Krka, se je zelo podobno, ne, bi rekel, pač to še vedno živijo v nekih oblakih, ne, v tega bivšega socializma. No, in je rekel, takrat mi je rekel direktor, veste kaj, Slovenci ne bodo za par evrov z Ryanairom leteli iz Benetk pa iz Trsta pa iz Gradca. Oni so, bi rekel, oni bodo leteli iz Ljubljane, mi poznamo naš trg. Jaz sem ga tako gledal in sem rekel, wow, wow,
ne, gospod direktor, če zdaj to moj video, seveda do vas pride. William Pšenični, vas nam nikoli pozabil. No, ampak ja, lejte, se vidi, ne, vi poznate svoj trg in seveda Adrio, sploh če delate za, bi rekel, sponzorirano se strani politike, je to lahko reči, ne, da poznate svoj trg, ne, v praksi pa Adria danes več ni. Pa bi verjetno bila, če bi se, bi rekel, znala prilagoditi, lahko bi bila, bi rekel, podobna Ryanairu ali pa celo delovala v sklopu Ryanaira, ne. Tako pa se vozimo in dajemo denar drugim. Ampak ja, zgleda, da tako mora biti, ne. Slovenci smo vedno bili, kako bi rekel, orientirani v to, da raj damo denar drugim, ne. Tudi, bi rekel, tam pred 91 smo dejansko rajš naterali naše, da so šli v Avstrijo kupovati hrano in vse, ker je bilo ceneje, kot pa da bi pri nas nekaj naredili, ne. Ja, moram reči, da sem bil verjetno eden redkih, ker pač recimo v Novem mestu, ko sem odprl trgovino s konfekcijo, zato ker sem pogrešal, ne, trgovine s konfekcijo, take kot je bila ta naša oziroma moja takrat trgovina Frik. Zato, ker ni bilo nobenih barov. Ne, vse, kar sem kupoval, pa bi rekel, hotel kupiti, je bilo vse prvič v trgu, drugič v omejenih količinah, tretjič pa v temno plavi, črni in pa rjavi barvi. In zato sem pol takrat odprl trgovino prav in sem tudi zelo dobro posloval. To je bila, mi smo zelo dobro prodajali. Spomnim in maturantskih oblek, ki smo jih imeli v barvah, ki so prvi Slovenci barve videli, mislim, vsaj Novomeščani, Dolenjci. In potem Montmetke, ki smo jih tudi v barvah imeli. To smo jih prodali še pa še. Ja, in kaj vam naj rečem? Žalostno mi je, jaz ne morem, bi rekel, se več na nek način pri svojih letih vas prepričevati, sploh Novomeščane, ne, v karkoli, ne. Če je vam tako fajn, glejte, tudi recimo za Novo mesto, ne, če zdaj gledam, ne, to je ful zanimivo, skozi opozarjam, kako je mesto prazno, ne. Oni pa meni, bi rekel, od Gregorja Macedonija, župana in tako naprej, pač se jim zdi to čisto fajn, ne, s tem, da praktično skoraj nobenega lokala v centru ni več, ki deluje. Ampak, glej, če je vam to fajn, kaj naj jaz, pa naj bo tako, ne. Ne, pa še bi rekel, najbolj zanimivo je, da sem bil eden od tistih, ko je v bistvu razvijal BTC. Torej bi rekel, preselil večji del ljudi v BTC, ne, v tistih začetkih svojih. In potem šel celo kasneje, odprl pa lokalček z šolskimi potrebščinami Paporos v centru mesta. In tudi tistega sem spravil na nivo, da so ljudje se drenali praktično pred tem lokalčkom, to par let. In lahko sem rečem, ne, torej, da imam verjetno praktične izkušnje v primerjavi z vsem ljudmi, ki jih Gregor Macedonij oziroma, bi rekel, in njegova ekipa sprejema in, bi rekel, sprejema njihova mnenja za razvoj mesta. Ne, ampak, glej, da praktične izkušnje nič ne pomenijo, če nimaš dobrih vez oziroma ne lezeš nekomu v rit in ne glede na to, kaj reče in kaj si misli. Jaz pa tega nikoli nisem znal. Pa tudi upam, da se ne bom nikoli tega naučil, ker res ta hinavšna slovenska zame, glejte, mene zelo žal, ampak nikoli ne bo prišla v poštev, ne. In vsakemu bom povedal, tisto, kar vidim, ne, jaz če se cesar, kot se temu reče, obleče v najlepšo obleko, ne. Jaz bom še vedno tisti majhen otrok, ki ga bo gledal in rekel, stari, pa si sinak, pizda, ne vem, kaj si res taka budala. In tako je, glej, žal. Tako da ja, lahko me vsi obsojate, sploh Krka, pa Terme, pa Jernej Vegel, pa tako naprej, ne. Ko sem vam povedal, da se mi zdi osnova, ne, komunikacija, torej, da ljudi pozdravimo in rečemo, vprašamo, kako so v hotelu Šmarješke Toplice. In zato pa izgleda, da me tam noben več ne mara. Ampak, glej, saj ni, jaz raj po svet hodim, glejte.
tle me posod me dobro sprejmejo, posod me imajo radi in me lepo sprejmejo. In pri nas pa vedno bolj razumem te vse naše intelektualce izpred časa, ki so bili na nek način izgnani, tako ali pa drugače iz svojih krajev, svojih mest in pa iz Slovenije. Ne. Pa vedno so rekli, ja, ta oblast jih je izgnala, torej bi rekel Avstrijci oziroma Nemci oziroma kdorkoli. Ne, to so bili kar naši. Ne. Taki bi rekel, ki menijo, da vse vejo. Taki kot je William Pšenični bil takratni direktor Adria Airways, taki kot je recimo verjetno Colarič, pa taki kot je recimo, to je ta aroganca, mi vemo, mi smo pametni, mi imamo denar, ne. Prav. Pa taki kot so Šoštar verjetno, pa Berus, direktorja Terme Krka, pa na koncu tudi tak kot je gospod Božič, Hotel Šmarješke Toplice. Ker bi rekel, ne vem, kaj je to tak problem, ne, dojeti, da vsak hotel ali pa vsak človek se mora obrniti v komunikacijo, ne, to je, ne, in bi rekel tudi, daj prevzeti odgovornost za svoje dejanja. Ampak gleda, da to pri nas ne gre. Ampak glejte, tako kot sem začel z cestami rezervirano za motorna vozila, ne, bom zdaj tudi končal z njimi in to je samo ena stvar, ne, plus vse te stvari, ki sem vam jih zdaj skozi tale video naštel. Ne, pa opazujte, se lahko sami opazujete, se boste sami videli, se greste kdaj tudi v tujino, pa poglejte. Ne, hitro se vidi, kje smo mi, pa kje so drugi, ne, pa tudi kako so nas vse tiste države, ki smo včasih imeli toliko zapovedati čez njih, od Čehov, Slovakov, Poljakov, že zdavnaj stegnile. Zakaj? Ravno zaradi takih stvari. Zato, ker so se znale orientirati v tem svetu kapitalizma. In pa seveda držijo skupaj. Mi pa, ne vem, ampak še vedno je prisotna tista domobranstvo in pa partizani, kot se temu reče. In ne vem, ne, jaz vedno zasledujem kvaliteto vsakih stvari in vam to poskušam povedati, ne, vi pa vidite vse drugo, sem to ne. Pač, tako je, no. Če kdaj koga zanima še kaj drugega, ljubim vas vse, dragi moji Slovenci. Kljub temu, da bi bili radi nesrečni, pa da bi se radi pritoževali, pa se dejte, jaz pa raj, ne, grem tja, kjer me imajo radi ali pa kjer me dobro sprejmejo. Ljubim vas, God Franci, čau.